skoraj do polnoletnosti te države bi bil čas, da se ta razmerja rešijo drugače, kot pa samo bežno rečeno, kot so zdaj. Skratka, ne obstaja dobena institucija, dobeno formalizirano razmerje, ki bi za zakonskimi in institucionalnimi prijemi sistemsko oziroma strukturno reševalo razmerje vlada, nevladni sektor. Vse običajne demokracije, vse odprte družbe, vse pogojno rečeno postindustrijske ali pa zahodne ali pa razvite družbe imajo ta razmerje bolj ali manj uspešno rešeno. Problem je tudi v tem, kot je že Goran povedal, da zdaj tole državo šišajo že nekatere države, ki so po teh nekih gospodarskih kazalcih manj uspešne. Je fajn, da je to za nas šokantno, da se malo zdramimo. Problem pa mislim, da ni na nevladni strani. Problem je seveda na državni oziroma na vladni strani. In plan C je pa še en poskus po sporazumu, ne vem, a ste ga omenjali sporazum? Ne, sem mislil to v nadaljevanju, ko bi predstavil plan C. Ok. Gre za drugi poskus ureditve take razmere. Zakaj pravzaprav gre? Na kratko, gre za predloge tehničnih ali pa administrativnih ukrepov, ki jih nevladniki predlagamo vladi oziroma državnem aparatu oziroma javni upravi, ki bi nam koristili pri kontaktiranju in delanju z njimi. Na ta način bi seveda zboljšali, naredili bolj učinkovito javno upravo, uvedli bolj transparentne postopke, kar se tiče komunikacije med obema sektorjama in pa uspeli doseči nekatere zakonske podlage temeljne, iz katerih je potem bolj jasno, kaj pravzaprav NVO-ji so, na katerih točkah administrativnih oziroma upravnih se srečujemo. Potem so tudi zadeve noter čisto praktično naravne, kot jih že Goran omenil v zvezi z dohodninami. Skratka, nek podnarekovaj bonton temeljni je dorečen v razmerju med vlado in pa nevladniki. Verjetno ste prav slišali, da nevladniki, pravzaprav ste prav slišali, da nevladniki predlagamo javni upravi oziroma vladi, na kak način se ne oni uredijo zadeve, da bomo mi lažje komunicirali z njimi. To mogoče kaže eno zanimivost, nič nenavadnega, mogoče samo kaže na naravo delovanja NVO sektorja, ki je ponavadi tisti, ki uvaja neke vsaj predloge pozitivnih sprememb. Plan C, treba razumeti zdaj nekaj pri delovanju NVO-ja. Ko se sprijemajo dokumenti ali pa predlogi, kot je tale plan C, imamo za sabo neko demokratično ali pa, dajmo temu reči, bazično, demokratično grassroot odločanje, mimogrede predlagam, koristim priliko, če sme zdaj grassroot kapilarno, demokratično, odločanje o tem po sistemu participatorne demokracije, kar pomeni, kdor je zraven, kdor ima interes, je zraven. Potem smo sestavili plan C, kot je šel skozi neko proceduro, več posvetov smo imeli, kjer so se mnenja kresala, kjer so se odločitve oziroma se je dokument menjaval. Zdaj je taki, kot je. Zdaj bi ga pa radi ravno v tem namerno izbrano, strateško izbranem političnem trenutku po volitvah predložili pač vladajoči garnituri, domnevno te, ki bo, za vpis v koalicijsko pogodbo. Kar se tiče, to pravzaprav nima veze z rezultatom volitev. Volitve bi bile, rezultat bi bil kakršnokoli bi že bil, ali drugače rečeno, vlada se menjujejo, nevladni sektor pa ostaja. In to je naš interes, ker mi želimo voditi tu nevladni sektor, mi eno kontinuiteto, ki se je pred leti že izgubila z onim prejšnjim poskusom, zdaj bi radi to ponovno zaštartali. Eni drugačni poudarki so, ampak načeloma gre to, da želimo postaviti ene temelje, strukturne, zakonske, na katerih se bo potem lahko pravzaprav šele začel skozi neke transparentne procese NVO sektor razvijati ali pa delovati čisto normalno. Skratka, šele, ko bo to vzpostavljeno, to je temelj, potem je pa business as usual. To ne pomeni, da potem utihnemo, da se več ne organiziramo, da nimamo predlogov, seveda jih imamo, ampak tole bi se reklo je temelj.